Snemite zdaj to skupinska slika, Razboršek. Ajde, čau. Snemanje je pa dogovorjeno. Začela se snemati, okej, pa še goloba bomo probali, pa afero, povej. Non mi stava, soft power. Gremo tja na izjavo. Ne, tam zdaj se Čem kar jaz začeti, pa bo se, ja, dobro. Najprej veseli me, da imamo ta posvet z res zelo aktualnimi zunanjepolitičnimi vprašanji z celotno našo diplomatsko mrežo. Prihaja v zelo pomembnem času, glede na to, da se svet naglo spreminja, Evropska unija se spreminja, da imamo spremenjeno varnostno arhitekturo, nove geopolitične premike, razvoj Kitajske, vojno v Ukrajini. Vse to zahteva resen premislek in danes bomo prvič tudi spregovorili o zunanjepolitični strategiji, ki jo na ministrstvu pripravljamo od začetka mojega mandata. Zavedam se, da potrebujemo novo strategijo glede na spremenjene okoliščine v svetu in ta posvet je namenjen tudi pravzaprav zelo poglobljeni razpravi, kako pozicionirati Slovenijo, kakšna mora biti zunanja politika. Jaz sem trdno prepričana, da moramo imeti veliko več posluha tudi do globalnega dela sveta, do razumevanja različnih specifičnosti Latinske Amerike, pacifiških, karibskih držav, do mogoče manj razvitega sveta in da bo naša politika uspešna samo, če bo vključujoča in odprta. Tudi zato se pripravljamo na to spremenjeno strategijo zunanje politike, na pozicioniranje Slovenije tako znotraj Evropske unije kot v tem spremenjenem globalnem svetu, ki prinaša številne izzive. Spreminjamo pa tudi zakon o zunanjih zadevah, zato da bomo bolje prilagodili delovanje naše diplomatske mreže. Kaj boste torej spremenili v zakonu? V zakonu najprej moramo seveda opraviti posvet, še predlog, ki je bolj ali manj pripravljen, gre za novelo, ne bo nekih velikih radikalnih sprememb, bo pa šel še v pogovor in posvet z našimi sindikalisti diplomatov in pa seveda skozi vlado na sprejem, tako da podrobne o njem ta hip ne bi govorila. Predvsem bojo temeljne usmeritve za izboljšanje delovanja, modernizacijo naše diplomatske mreže, za okrepitev, posodobitev, tudi odpiranje
predvsem pa za izboljšanje pogojev naših diplomatov v delovanju in zastopanju interesov naše države. Ne razmišljamo o povečanju kvote politično postavljenih predstavnikov, tako da tudi to ni zaenkrat predvidena sprememba v zakonu. Pa tudi o zmanjšanju, ne? Tudi v zmanjšanju. Nekaj se pa otvoritev novih predstavništv. Ja, nekaj tega je bilo že v javnosti predstavljenega, zdaj zagotovo po podpisu pogodbe z Alžirom za dobavo zemeljskega plina nam je ena od prioritet, da odpremo tudi veleposlaništvo tam, krepimo tudi zdaj svoje zastopstvo v Afriki, na afriški celini, ker imamo zdaj že posebnega predstavnika za tudi Afriško unijo v Addis Abebi in tam si želimo odpreti tudi veleposlaništvo. Tako da bomo videli, koliko lahko izkoristimo še zlasti tam, kjer smo manj zastopani v naslednjih korakih v tem prihodnjem letu. A bi lahko šlo pri spremembi recimo tudi za to, da za večje sodelovanje s predsednikom države recimo pri odpoklicih veleposlanikov? Ne računam, da potrebujemo tukaj kakršnokoli spremembo. Jaz sem že opravila vsaj v tem krogu nekaj pogovorov tako z predsednikom vlade kot tudi s predsednico države glede novega kroga imenovanj veleposlanikov. Vedno bomo v posvetu se pogovorili, preden bo, seveda je to pristojnost zunanjega ministrstva, mi damo predlog na mizo, se bomo posvetovali in na koncu bo šel predlog na vlado, v pristojni parlamentarni odbor, gre pa za interni postopek. Kako pa da bo na vladi? Jaz mislim, da v kratkem. Še eno glede zunanje politične strategije, ki se očitno menja po dobrem letu, vendarle malo bolj podrobno, zakaj jo je treba zamenjati, pa tudi kakšni so recimo predvideni časovni načrti, kdaj ne bi jo dobili. Vi veste, da smo že ob začetku prevzema ministrovanja v koalicijsko pogodbo zapisali, da želimo Slovenijo videti v tem jedrnem delu spoštovanja vrednot demokracije, človekovih pravic, svoboščin. To je tudi tisto, kar smo v prejšnji strategiji zasledili kot enega od odmikov. Predvsem pa želimo v tej strategiji, ki bo bistveno krajša, bistveno bolj fokusirana na razmere v svetu, začrtati, kako bo zunanja politika delovala. Mi imamo razvoj Kitajske, ki postaja nova sistematična tekmeca. Mi imamo napete odnose med Kitajsko, Tajvanom, imamo novo varnostno arhitekturo, pogovarjamo se in ukvarjamo praktično veliko mesecev z vojno v Ukrajini, ki je spremenila svet in ta vojna bo verjetno še dolgo trajala. In v vseh teh mogoče spopadih, ki niso samo spopadi med Rusijo in Zahodom, ampak med vzhodom in zahodom, kako tudi zaobjeti bolje ta globalni jug, moramo razmišljati, kje se bo Slovenija s svojo politiko, najprej seveda znotraj Evropske unije in naše regije, čim bolj vključevala, predvsem pa, da bomo našli te skupne vrednote z državami, s katerimi razmišljamo enako. To je tisto, kjer moramo okrepiti svojo odpornost Slovenije, odpornost naše zunanje politike in temu bojo namenjene tudi prilagoditve oziroma kar, če rečem, na novo spisana bolj ali manj strategija zunanje politike. Kako pa komentirate pisanje Necenzurirano, ki naj bi se dokopal do nekih dokazov, da bi naj afero GEN-I na Zahodnem Balkanu v resnici sprožila skupaj bivši vodja, sedanji vodja opozicije Janez Janša in pa Aleksandar Vučić, glede na to, da ste bili tudi sama tarča srbskih medijev in da je bila vila tako rekoč prej objavljena pri njih kot tukaj? Ja, te zgodbe, napadi v balkanskih medijih so mi poznani, bi pa rekla, da so običajno predmet politike, ki prihaja ali pa zgodb, ki prihajajo iz Slovenije, namenjene političnemu preigravanju zlasti v Sloveniji, včasih izkoriščena, v drugih delih ne bi namenjala temu veliko pozornosti. Če pa se je kje karkoli dogajalo, so zato pristojni organi, pa predsednik vlade včeraj zelo lepo povedal, kaj in kako ima s tem. Jaz mislim, da marsikdaj smo politiki tarče na Zahodnem Balkanu, ne zaradi politikov tam, ampak zaradi politikov, ki so nam tu nenaklonjeni.
Ministrica, v svojem govoru ste kot eno absolutnih prioritet omenili nestalno članico, borbo pravzaprav za nestalno članico v OZN-u. Kje je tu Slovenija trenutno? Zelo aktivno delamo na projektu. Jaz sem kar zmerna optimistka, bom rekla, do zadnjega. Seveda 6. junija bomo imeli glasovanje, tako je predvideno. Aktivno delamo celotna diplomatska ekipa, ministri, skušamo peti vse, tudi vladno ekipo, institucije v naši državi, da je to nek skupen projekt in trdno verjamem, če bomo skupaj stali za njim, da bomo tudi uspeli. Gre nam dobro, imamo veliko multilateralnih stikov, sama tudi izkoriščam vse priložnosti, da Slovenijo predstavljam kot moderno, napredno, odprto državo, ki je mar za podnebne spremembe, ki zna slišati glas majhnih sorodnih držav, zna graditi mostove in da kot mogoče neobremenjena v varnostnem svetu Združenih narodov bo lahko bistveno laže zastopala širše interese prav tistih držav, ki jih je mogoče danes manj slišati. Kaj pogrešate pomoč Boruta Pahorja? Vsaka pomoč je resno dobrodošla, tako da vsak, ki lahko v tem procesu pomaga, je več kot dobrodošel, ali je to Borut Pahor, je to Danilo Türk, ali je to Rana Roš, ali je to Aleksander Čeferin, kdorkoli je lahko ambasador in promotor naše Slovenije. Kje vidite težave pri trenutni slovenski zunanji politični investiciji? Ne vidim težav, vidim pa realnosti, vidim izzive, ki so ne samo za slovensko zunanjo politiko, za politiko Evropske unije, ravno o tem smo zdaj govorili. Mi pravzaprav smo že v procesu reforme, ni zato, da smo si to želeli, svet okoli nas se tako naglo spreminja, da se moramo prilagajati tem izzivom. Da smo danes morda v situaciji, ko se vrsta držav bistveno bolj oborožuje, da so konflikti lahko bistveno večji in ne govorim samo tu na evropski celini, da ne smemo pozabiti, kaj se nam dogaja v drugih delih sveta, da je mogoče pred nami nov oborožen konflikt Kitajska, Tajvan, da gre za tekmo med Kitajsko in Ameriko, da se dejansko ta geopolitična slika izjemno spreminja. In da je Evropska unija zato za nas pomembna v oziru, da je močna, da je povezana, da je enotna, kar se je izkazalo v vojni v Ukrajini in da je zraven priključena tudi regija Zahodnega Balkana. Tu pa ima Slovenija jasno zunanje politično prioriteto, ravno zato, ker so danes ta varnostna tveganja tako okrepljena tudi v naši neposredni soseščini zaradi vojne v Ukrajini, da moramo večji fokus nameniti vsem tem novim razmeram, v katerih danes živimo. Jaz mislim, da so danes varnostna tveganja za tekmo oboroževanja in tudi za tekmo globalnih korporacij, ki ne sledijo več nacionalnim interesom, ampak sledijo interesom dobičkov, bistveno bolj okrepljena. Še eno notranje politično vprašanje. Včeraj so poslanci Gibanja Svobode in pa Levice brez torej SD-ja vložili in sprejeli tisti zakon o finančni upravi, hkrati so ga poslali tudi na Ustavno sodišče, ne pa tudi Socialni demokrati. Zakaj? A to vendarle kaže na neko morda koalicijske razpoke, čeprav vemo, da ste včeraj recimo potrdili zdaj nove ministre, ampak a se tu pa vendarle kaže neka razlika? Ne, jaz ne vidim, da je to kakšen predmet ali jabolko spora. Mi smo pravzaprav držali svojo načelno pozicijo do konca. To je, da nas je skrbela ta sporna odločba, kar se je izkazalo pozneje, sporna odločba o sledenju, da je dejansko vlada sama dala zakon v ustavno presojo. Jaz bi si bistveno bolj želela, da bi raje odglasovali, kar smo morali narediti v parlamentu in bi dobili na mizo novo različico brez te določbe, ker bojim se situacije, da bo zakon začel veljati prej, preden bo presoja Ustavnega sodišča in potem bomo prišli v situacijo, ki lahko odpre nevarno Pandorino skrinjico. Zdaj po nove informacije ne bo, kot so danes obvestili na Gibanju Svoboda, ne bojo dali tega zakona na Ustavno sodišče. Mislim, da še samo Levica vztraja pri tem, da se to... To pa ne poznam. Meni je bilo rečeno včeraj še z strani Levice in Gibanja Svoboda in tudi pristojnega ministra, da ne bi šla zadeva na ustavno presojo. Če je kakšna drugačna odločitev, bomo pozneje komentirali. Hvala. Kaj?
ne bojo dali. Ne bi delali 20 minut, ne, se ste tudi lačni, tako da mogoče se prav. Okay, gospod But, se pravi, misija, nestalna članica Varnostnega sveta, prej nam je zunanja ministrica v izjavi dejala, da je glede tega projekta zmerno optimistična. Vi ste njen človek, zato ste vi tudi zmerno optimistični. In pa kje je seveda Slovenija zdaj trenutno v tem položaju? Koliko držav imamo v žepu, če tako rečemo? Vsekakor sem tudi jaz zelo zmeren optimist. V bistvu smo šli v kandidaturo za to, da to mesto dobimo, ne? In mislimo, da je tudi za mednarodno skupnost zelo dobro, če bo Slovenija članica, nestalna članica Varnostnega sveta, in mislim, da vrednote, ki jih Slovenija zastopa, so tiste, ki so pravzaprav tiste, ki jih ta svet potrebuje v tem kontekstu. V bistvu po dosedanjih pogovorih in obiskih tudi po raznih državah in predvsem v zadnjem času z fokusom na Afriki, mislim, da nam kaže dobro in da moramo biti optimisti, moramo pa še zmerno in veliko delati na tem. V vsakem primeru je, v bistvu v Afriki smo diplomatsko, konzularno prisotni zelo skromno, ker pač nimamo bogate mreže še zaenkrat in v bistvu zelo velika pozitivna sprejetost je, če mi gremo fizično tja in obiščamo neko državo, ker v bistvu oni pričakujejo, da ti prideš tja, da se z njimi pogovarjaš, da jih poslušaš, da jih razumeš, da razumeš njihove probleme. Držav, ki niso vedno v prvem planu v smislu samih pozitivnih novic, tako da mislim, da je ta komunikacija pravi način, da bomo mi tudi dovolj dobro podporo v okviru mednarodne skupnosti, tudi v okviru Afrike prejeli, tako da jaz sem kar zmeren optimist. Oziroma, verjamem v našo zgodbo. Kako pomemben del so glasovi afriških držav pri zbiranju teh 129 potrebnih za izvolitev? Če ima Afrika 54 oziroma 55 glasov, potem vemo, da je to zelo pomemben del, ne? In da je 2/3 in še več tem, ki so obravnavane v okviru Varnostnega sveta vezanih na afriške teme. To pomeni, da je ta teža tudi še toliko večja, sploh glede na to, da Afrika zelo veliko pričakuje tudi, da se bodo zgodile reforme Varnostnega sveta, da bo Afrika dobila stalno mesto, oziroma mesto stalne članice in celo 2 in tako naprej. V glavnem, vsi glasovi so enako pomembni in vsaka država je enako pomembna, pa če ima 200 000 ljudi ali pa če jih ima, ne vem, 200 milijonov. Tako da vsak ima en glas in vsak bo tam enakovreden glas dal. Tako da za nas so vse podpore pomembne in vsi kontinenti pomembni. Afrika je pa zagotovo tisti kontinent, ker je veliko število držav, ki še čakajo s svojimi odločitvami. Kako pa se soočate z dejstvom, v bistvu, da je večina afriških držav pri glasovanju o obsodbi ruske agresije v Združenih narodih se vzdržala? A je to pač pokazatelj, da bi se lahko ti glasovi pretočili k Belorusiji? Še enkrat, jaz računam na pozitivne odzive tudi v Afriki in v bistvu gre za ločene zadeve. Mi gremo tja, se pogovarjamo z predstavniki ministerstva, zunanje zadeve, z drugimi sogovorniki na čim višjem nivoju, kot je mogoče, in jih poslušamo, njih vprašamo, kako oni vidijo potrebo po reformah, kako oni vidijo stanje v njihovi državi, v regiji, v sosedstvu, naprimer v Džibutiju, ker sem bil v preteklem tednu, ki je neke vrste majhna država, ampak otok stabilnosti na Afriškem rogu, ima pomembno vlogo, ne vem, v Somaliji, v Južnem Sudanu, v Etiopiji in tako naprej. Skratka, oni cenijo, da mi njih poslušamo in da kažemo jasno zanimanje za njihove probleme in da pričakujemo, in da oni od nas upravičeno pričakujejo predvsem to, da bodo v Sloveniji kot nestalne članice Varnostnega sveta imeli tudi neko svojo zaveznico kot tisto članico, ki bo razumela njihove probleme. In to, da smo v Evropski uniji, je samo plus, ker verjamejo, da lahko mi kot članica Evropske unije tudi znotraj Evropske unije
razpravljamo o temah, naprimer afriških temah, tudi z vidika, kot jih oni poskušajo razumeti, ne? Ali jih pa dojemajo oni. Gospod But, kakšna je pa nevarnost, če lahko tako se izrazim, da bi se morda v zadnjem hipu še neka tretja država odločila za kandidaturo? Gleda, mi se s tem sploh ne ukvarjamo, pač mi smo kandidati in verjamemo v naš uspeh in pravzaprav kandidiramo za to, da bomo uspeli. Vse ostalo pa nas v tem trenutku ne zanima, vedno je mogoče vse, ne verjamem pa, da se bo glih v to smer stvar razvijala. Kakšna tekmica je pa Belorusija v Afriki? Mi jemljemo vsako konkurentko kot upoštevanje vredno, kažemo spoštovanje do vsake konkurentke in konkurence, s tem, da predvsem mi želimo svoje pozitivne elemente in lastnosti prikazati. Mi nastopamo kot majhna država, ki je 1000 in več let bila sposobna živeti in preživeti v nekem multikulturnem, širšem prostoru, ker nikoli ni nekoč igrala prve vloge in najpomembnejše vloge, ampak je bila sposobna iskati kompromise, bila sposobna na nek način iskati način ne samo preživeti, ampak tudi biti v svoji velikosti pač tudi vplivna. Tako da v tem kontekstu mi nastopamo tudi v mednarodnem okolju in mi pravimo, da mi smo glas vseh tistih, ki jih mogoče drugi toliko ne slišijo. In iz tega naslova mislim, da lahko računamo tudi na podpore, pa seveda to tudi iskreno mislimo. Ne. Mi povemo, mi smo tukaj zato, da bi radi na licu mesta videli, kako vi vidite delovanje Varnostnega sveta, ki so z vašega vidika rešitve za probleme v vaši regiji in mi bi želeli biti čim boljši člani Varnostnega sveta in to je naš namen. Hvala. 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 Lepo pozdravljeni še enkrat po kratki pauzi, vsi spoštovani veleposlanice, veleposlaniki, naši gostje, predstavniki medijev. Spoštovani predsednik vlade, dr. Robert Golob je zdaj z nami, to je tradicija tega diplomatskega posveta, da izkoristimo priložnost. Jaz bom samo v uvodu povedala, da smo imeli dve zelo dobri vsebinski razpravi to dopoldne, zlasti o varnostni arhitekturi, geopolitičnih spremembah v svetu, posledično zaradi vojne v Ukrajini, razvoju Kitajske, vlogi in prihodnosti Evropske unije. Zdaj pa bi prosila predsednika vlade, da nas vse skupaj nagovori, mogoče predstavi prioritete te vlade. Veste, da smo v koalicijsko pogodbo zapisali, da želimo Slovenijo v vrednostnem sistemu jedrne Evrope, torej spoštovanja človekovih pravic, demokracije, vladavine prava in da v tem oziru krepimo našo zunanjo politiko glede na izzive v svetu, da je odprta in vključujoča. Predsednik vlade bo imel uvodni nagovor, sledila bo razprava z vprašanji in odgovori. Časa imamo dovolj, tako da predsednik, izvolite. Hvala ministrica in podpredsednica vlade, spoštovana Tanja. En lep pozdrav vsem.
veleposlanicam, veleposlanikom, vodjem, misij, diplomatom. Glede na to, da sem prvič z vami, mi boste oprostili kakšen lapsus, ampak nič za to. Bom pa vseeno skušal biti dovolj jasen, predvsem v tem, kje si želimo na vladi in kje bomo tudi pričakovali strani vlade, tudi do vas, da bomo mogoče nekoliko drugačni. In ko rečem drugačni, bom predvsem imel v mislih to, da bomo dali več na znanje, ki ga bomo oplemenitili s pogumom. In to naj bi bilo načelo, ki bo veljalo tudi v zunanji politiki. Če ta pogum jasno izkazujemo v notranji politiki, ker se lotevamo v letošnjem letu reform na vseh tistih področjih, kjer so se jih vse vlade do zdaj, ne samo prejšnja, ampak vse vlade do zdaj izogibale v zadnjih 15 letih, verjamete, da bomo pričakovali podoben pogum tudi v zunanji politiki. Zato mi je ta prvi cilj, ki je več kot dovolj ambiciozen, in to je članstvo v varnostnem svetu, zelo lepo sede na pogum. Samo znanje ne bo dovolj, morali bomo to znanje, ki ga imamo, ki ga vi imate v diplomaciji, uporabiti dovolj pogumno, zato da bomo ta ambiciozni cilj dosegli. Še bolj pomembno, pa ker ne dvomim v to, da ga bomo dosegli, da ga bomo znali potem tudi jasno uporabiti. Zato je v bistvu moj poziv danes, da takoj začnemo delati na tem, kaj bomo pa na tej poziciji tudi potem poskušali dobesedno unovčiti. Mi ne moramo iti v tako pomembno tekmo samo zaradi prestiža. In naša pričakovanja, vladna pričakovanja so, ker bomo šli v to tekmo z vsemi sredstvi, da potem tudi vemo, zakaj smo v to šli in kaj bo Slovenija v teh 2 letih od tega imela. Pa ne zaradi tega, ker bi šlo za neko osebno zgodbo kogarkoli, ampak zaradi tega, ker gre za prepomembno zgodbo, da bi jo Slovenija potem zanemarila. Moramo vedeti, kaj je naš nacionalni interes tega, da prevzamemo mesto v varnostnem svetu. Pogum in znanje. Če se pa na kratko ozrem po ostalih področjih, nikoli nismo skrivali že pred volitvami, pa tudi kasneje, da je cilj te vlade v zunanji politiki dejansko to, da se ponovno afirmiramo kot članica, polnopravna, poudarjam, polnopravna članica jedrne Evrope. Glede tega bom izrazil zelo jasno pričakovanje, lahko bi uporabil tudi bolj trdo besedo, če bi hoteli, da vsi mi in vsi vi zastopamo to isto stališče. Želimo biti polnopravni člani jedrne Evrope. Koristi, ki jih imamo od tega, so že v 6 mesecih se pokazale tako velike, da si jaz nisem mogel naprej predstavljati, da je to možno, pa je. Ker takrat, ko smo zavezani istim vrednotam, hkrati imamo pa znanje in pogum, takrat so nam v Evropi odprta vsa vrata. Vsa. Vsa tista, ki smo si jih v preteklosti zapirali, pa spet ne samo ena vlada. Ali zaradi pomanjkanja poguma, ali pa zaradi napačnih vrednot. Danes imamo vse. In koristi so otipljive. In ker se tega zavedamo mi v vladi, verjamem, da se zavedate tudi vi tega, da samo pozivam, da nadaljujemo v tej smeri. Ena konkreten rezultat, če hočete spremenjene zunanje politike, je to, kar vidimo lahko, kar se dogaja v naši soseščini. Zahodni Balkan je bil dobesedno v slepi ulici 20 let na evropskem zemljevidu. Pa je bila Slovenija tista, ki je skupno akcijo vseh inštitucij, od zunanjega ministrstva, tudi našega veleposlaništva v Bruslju, tudi kabineta predsednika vlade in kasneje tudi predsednika države, pripeljala do tega, da se je Bosna in Hercegovina postavila na zemljevid, evropski zemljevid, ne samo slovenski. In ravno ta konkreten rezultat, ki mogoče se marsikomu zdi simboličen, meni se zdi pa pomemben, ker je dokaz, da lahko tudi Slovenija, če hočete tudi male države z znanjem in pogumom, postavljamo evropske politike. In ravno to se mi zdi, da mora biti naše vodilo tudi kasneje, tudi ko bomo prišli v varnostni svet. Ampak o tem mogoče čez leto dni več. Kar se Zahodnega Balkana tiče, bi rad še to povedal, da moment je res dober, seveda je pa to šele prvi korak in ta moment, kljub temu, da obstaja neko manjše
nerazumevanje strani komisije, bomo še naprej pospeševali. Kljub temu, da komisija vidi izključno sebe kot tistega, ki bi poganjal pogajanja z Bosno in Hercegovino, bomo skušali mi na svoj način prispevati k temu, da bojo zadeve tekle hitreje in tudi bolj uspešno. Zato smo tudi podali predlog za implementacijsko konferenco. Bomo videli, kakšen bo rezultat in ali bo res nam uspelo, da jo spravimo v Slovenijo, mogoče bo pa v Bruslju, v vsakem primeru bomo pa pritiskali in tudi vas pozivam, da pritiskate po vaših poteh, da se ta implementacijska konferenca zgodi čim prej in da ni odvisna od navdiha posameznega administratorja ali pa komisarja iz Bruslja, ki se mu malo manj ali pa malo bolj da s tem ukvarjati. V našem interesu, strateškem interesu naše države je, da do tega pride čim prej in da se tudi Bosna in Hercegovina kot ena od možnih nevralgičnih točk v naši soseščini tudi skozi ta proces čim bolj stabilizira. To je edini interes, ki ga imamo. Nobenih parcialnih interesov. No in če govorimo o stabilizaciji, je zagotovo so razmere v Ukrajini, ruska agresija na Ukrajino in naša popolna pripravljenost prisluhniti ukrajinskim interesom, nekaj, o čemer se ne pogajamo. Vedno smo to zunanjo politiko potrjevali v parlamentu in parlament je bil vedno ena od redkih točk soglasen. Zato res, naj nihče niti ne razmišlja o tem, da bi poskušal solirati, ker ravno na tako pomembni točki moramo biti soglasni. In to je odnos do tega, ali bomo prisluhnili in pomagali žrtvi agresije, ali pa bomo mislili, da sta žrtev in napadalec enakopravna. Ne morata biti. Zato ima vedno prednost žrtev. In naša pomoč je bila izdatna, bistveno večja kot tista vlada pred nami, ki je dosti govorila, pa mogoče ni realizirala. Mi pa smo. Pa manj govorimo in zato tudi zdaj ne bom govoril o vsem tem, kar smo dali, pa še dajemo. Je pa pomembno, da če se pojavi priložnost za mir, da ji prisluhnemo in da ji poskušamo dati možnost. Mogoče se kažejo razmere, mogoče, vendar smo še daleč od tega, da je bile jasne. Če bo do tega prišlo, bomo lahko poskušali igrati pri tem tudi aktivno vlogo. Tako kot smo nekoč bili most med Zahodom in Vzhodom, ne samo v samostojni, tudi v prejšnji državi, pa kasneje tudi v samostojni, mogoče bomo imeli spet kakšno priložnost, da bomo most. In takrat je ne smemo izpustiti. Žal v tem trenutku še ne vidim realne možnosti za to, ampak stvari se lahko v zunanji politiki včasih tudi čez noč spremenijo. Poleg te dodatno razmišljanje, ki se je pa pokazalo ravno zaradi ruske agresije, je pa zagotovo to, da moramo žal naši varnosti, v tem primeru tudi vojaški varnosti, posvetiti več pozornosti, pa tudi denarja, kot se nam je mogoče dozdevalo še pred par leti. Slovenija bo, do zdaj je bila v NATO precej zadržana, ampak naša zaveza, da bomo polnopravni člani in da bomo tudi kredibilni člani NATO v tej vladi ni pod vprašajem. Za cilj smo si zastavili 2% izdatkov proračuna za vojaške namene in ta cilj bomo do 2030 tudi izpolnili. Želimo, da nas tudi naši partnerji v NATO jemljajo z vso resnostjo, ker verjamem, da bomo na ta način tudi lažje uveljavljali svoje specifike in tudi svoje konec koncev nacionalne interese boljše zastopali. Poleg vojaške varnosti sta pa pomembni še dve varnosti, na katere pa verjamem, da lahko vsak od nas vpliva, tudi o njej razmišlja. Pa bom začel s prehransko varnostjo. Ena od posledic ukrajinske vojne je bila tudi ta, da smo v nekem trenutku, da je cel svet trepetal, ali bo dovolj žita za Afriko. Prehranska varnost mogoče za Slovenijo danes ne deluje kot nekaj, kar bi se nas moralo posebej skrbeti, pa je boljše za nas, ker danes imamo čas, da naslovimo tako svoje prehranske potrebe, kot tudi način, kako zadovoljiti naše prehranske potrebe primarno doma. Brez spremembe prehranskih potreb in navad ne bo šlo.
in brez sprememb, do katerih bomo morali priti tudi v prehranski industriji, tudi ne bo šlo. Nikamor se nam ne mudi, ampak če bomo ta vprašanja naslavljali sedaj, potem se bomo od naslednji veliki globalni krizi s to točko lahko učinkovito soočili. Če si bomo mižali, potem je odgovornost na nas. Dejstvo pa je, da s sedanjimi evropskimi prehranjevalnimi navadami svet ne preživi. Se ne da. In tudi Slovenija žal ni samozadostna pri temu. In zato bomo morali to temeljito nasloviti. Tako v smislu spremljanja globalnih razmer, kot tudi v smislu notranjih preobrazb. In druga področje varnosti, je energetska varnost. O tem ste dosti poslušali, o tem smo dosti govorili, o tem se je ogromno delalo, ampak ravno, če hočete, del zunanje politike, in na to smo lahko ponosni, je bil tisti, ki je pripomogel, da se je Slovenija toliko hitreje premaknila iz oskrbe iz enega vira, v tem primeru vzhodnega ruskega plina, na zahodni, v tem primeru alžirski plin. To ni samo slučaj, šlo je za to, da smo pač imeli tako s sosednjo Italijo, kot tudi z Alžirijo ves čas dobre odnose, ki smo jih v tem primeru lahko uporabili za to, da smo ta zasuk naredili tako hitro in učinkovito. In zato sem hvaležen tudi diplomaciji za njene napore in nenazadnje odpiranje veleposlaništva v Alžiru je tudi dokaz tega, da mislimo resno, ne samo v primeru energetske varnosti, ampak tudi resno v tem, da se bomo s Sredozemljem začeli bolj sistematično ukvarjati. Sredozemlje in naša članstva v EU, v MED9, je nekaj, kar je ena velika priložnost za Slovenijo in vsi vi, ki ste v to vključeni, vas v resnici pozivam, da s vašimi predlogi na to temo, kako izkoristiti ta potencial, ki ga Sredozemlje nudi vsem nam v južnem delu Evrope, kako to vključiti v naše nacionalne politike. Kjerkoli. Ali je to na energetskem področju, ali na področju prehrane, področju turizma, tudi varnosti, migracijskih tokov, vsega. Ker verjamem, da bo Sredozemlje odigralo tudi z vidika bodočega razvoja in razmerij znotraj Evropske unije bistveno pomembnejšo vlogo, kot jo je imela v zadnjih 20 letih. In to se že kaže na vseh pogovorih med voditelji evropskih držav. No in čisto za konec, namenoma ne želim spregledati področja človekovih pravic in v tem primeru zgodbe, ki se odvija v Iranu. Slovenija je, naša vlada je zelo odločna, da na tem področju imamo jasno stališče. Ne želimo biti nevtralni, ker ne moremo biti nevtralni. V Iranu potekajo sistematične in grobe kršitve človekovih pravic izvajane strani njihovega režima. To je sporočilo, ki ga hočemo dati ne samo danes vam, to je sporočilo, ki ga dajemo tudi znotraj vseh forumov Evropske unije in ga bomo zastopali še naprej. Verjamem, da tudi v varnostnem svetu. Je pomembno, ker smo v preteklosti se dostikrat izogibali jasnim sporočilom. Mislim, da tukaj nimamo več tega luksusa, da bi se izogibali. In če se vrnem na začetek zgodbe o znanju in pogumu, tisti, ki je pogumen, se ne izogiba, kar pomeni, ne bomo se izogibali. Naj zaključim s tem, da obstaja majhne države, imamo na veliko prednost v zunanji politiki. In to je, da takrat, ko vidimo, da nimamo nekega neposrednega interesa, lahko delujemo kot posrednik, kot premostitelj, kot tisti, ki je vmes. Včasih smo to dobro razumeli. Potem smo v nekem trenutku zaradi navideznega zagovarjanja enega nacionalnega interesa z eno sosedo pozabili, da živimo na okroglem in velikem svetu. In jaz bi želel, da se ta fokus v svet in ne na eno mejo zaključi z vstopom v Schengen, sosednje Hrvaške. In da tu naprej se vsi vi in vsi mi ukvarjamo s svetom in s tem, kako lahko mi kot majhna, ampak napredna, ker imamo znanje, in pogumna, ker imamo ambiciozne cilje, država, pripomoremo k svetovnemu miru in napredku. Hvala.
Hvala lepa, predsednik, za ta uvodni nagovor, za vsa podana sporočila. Zdaj bodo mediji zapustili dvorano in bomo odprli razpravo za vaša vprašanja. Zato, ker se stavil niže meni, sta takvi, pa ne. Ne, tam se nema lahko bolj nazaj. Prej smo imeli meter. Prej je bilo široko, tako da sem...
Povejte, kako vam lahko pomagam? Z odgovorom na kakšno vprašanje. Ne vem, a bi te prvo v zunanji politiki? Zagotovo. Kar o notranji s čim manj pogovarjamo danes. Ker sicer bo zasenčila pomembno srečanje danes tukaj. Izvolite. Torej, dejali ste, da ko bo konec vojne, to je dejala tudi zunanja ministrica, bi Slovenija recimo v ukrajinsko-ruskem ali pa rusko-ameriškem ali pa kakršnem koli že sporu rada postala most. Na kakšen način? Tukaj smo na Brdu, kjer se je nekoč ta mož že zgodil. Ma ne, jaz mislim, da se Slovenija mora realno zavedati svoje vloge v mednarodnih odnosih. Vse majhne države in Slovenija majhna država imajo eno veliko prednost in to je, da lahko služijo kot most. Ali bomo to priložnost smo nekoč že znali izkoristiti, verjamem, da jo bomo v bodoče mogoče spet in če se tega zavedamo vnaprej, je to toliko lažje. Ni nobenih konkretnih načrtov, v tem trenutku edina stvar, za katero si lahko prizadevamo v zunanji politiki je na eni strani pomoč Ukrajini na vse možne načine in na drugi strani pričakovati, slediti in podpreti vse iskrene napore za mir, ko bo do njih prišlo. Zahodni Balkan tudi ostaja v našem središču. Kako bomo še naprej pomagali oziroma kaj je naš naslednji korak? Definitivno je v slovenskem nacionalnem interesu, da se Zahodni Balkan stabilizira z vidika vseh tveganj, ki jih prinaša današnji svet, najbolj pa z vidika tega, da ne bi konflikti z Ukrajine se prelil na območje Zahodnega Balkana. Bosna in Hercegovina je ena taka najbolj vročih neuralgičnih točk. Verjamemo, da smo z našimi iniciativami v Bruslju, da se Bosni obnovi njena evropska perspektiva na nek način, pa čeprav malo, ampak prispevali en kamenček v mozaiku k pomiritvi razmer. Slovenija si bo še naprej prizadevala, da se kandidatura Bosne ne konča letos januarja, ampak da sedaj ta moment, pozitivni moment, z njim nadaljujemo in Bosni tudi pomagamo pri tem, kako naj spreminja svojo zakonodajo, da bo lažje in predvsem hitreje izpolnjevala pogoje za priključitev Evropski uniji. No, kot vemo, polnite tudi balkanske medije. Resnih medijev, ne polnim. Kako sem včeraj povedal v parlamentu, gre za slovensko predvolilno zgodbo, ki jo je nekdo izvozil v nekatere njemu prijateljske medije. Vse skupaj je popolna izmišljotina, ampak popolna izmišljotina in bi bilo neuredno o tem se sploh pogovarjati, če ne bi šlo za obtožbe, ki so v resnici resne in bi lahko vplivali na položaj Slovenije. Zato ponavljam, z gospodom Berišem, ki je mimogrede veleposlanik Kosova v Zagrebu, niti ga ne poznam, niti se z njim nisem ne videl, ne srečal, še manj bil v kontaktu z njim. So pa bili v kontaktu z njim iz opozicijske SDS pred volitvami in to pove vse. Kako lahko obtožuješ nekoga, ki ga ne poznam, da deluje z mano, medtem ko to, da si ti z njim prijatelj, pa zamolčiš. Vse skupaj je res, bi bilo neresno, ampak žal, je pa treba odgovoriti. Še enkrat, čista izmišljotina. Danes je necenzurirano objavilo nekatere podatke, do katerih je prišlo. Zanima me, kako to komentirate. Posameznih člankov ne bi komentiral nobenih. Verjamem pa, da so nekateri mediji bistveno bolj kredibilni tudi v Sloveniji, kot pa ti, ki jih vi navajate kot balkanski mediji. Gospod premijer, Nemčija je danes odobrila dobavo Leopardov v Ukrajini. Zanima me, kako to komentirate in kako bo to vplivalo na ta potek vojne, po vaši oceni? Gre za izrazito nemško notranje politično vprašanje, zelo vroče vprašanje pri njih. V resnici sem vesel, da so se odločili, kot so se. Ne verjamem, da bo to imelo odločilen vojaški vpliv, je pa zelo močno simbolno sporočilo. Na nek način Nemčija s tem požiga mostove, ki jih je držala odprte. In z tega vidika je ta korak simbolično izjemno močen. Kaj je pa zdaj z zakonom o finančni upravi? Bo presojo poslala zunanja politika? Vem, ampak bo v presojo še kakšno vprašanje o zunanji politiki najprej? Kaj ste se pogovarjali, mogoče, če nam lahko razkrijete? Ne bom se ukvarjal s preteklostjo, ker sem izrazito usmerjen v prihodnost.
Vem pa, da brez poguma v prihodnosti ne bomo uresničili nobenega nacionalnega interesa. Edini način je to. Zakaj so bili nekateri drugi brez poguma, če so bili, morate njih vprašati. Kaj je zanimalo, recimo diplomate, predvsem zdaj mogoče, če lahko razkrijete, kaj iz tega zaprtega pogovora? In nikoli ne razkrivam na zaprtih sej, tudi tokrat ne bom. Verjamem, da bo kakšen drugi bolj zgovoren od mene, tako da vas prepuščam njim. Okay. Če ni več zunanje političnih vprašanj. Zakon o finančni upravi ga bo poslalo bo zahtevo o ustavni presoji poslanci dali koalicije ali boste kakšen drug način uporabili, ker zdaj se že dvomi ali... Kot sem napovedal v intervjuju za vaš medij, je bil zakon včeraj sprejet. Drži? Za dnevnik. Kako? Za dnevnik. Za dnevnik, ja, pardon, ne za vaš medij, sorry. Za dnevnik je bil zakon včeraj sprejet. Sprejet je bil z 48 glasovi. Dogovor je bil, ker obstaja en sam sporni člen, da se čim prej razčistijo vprašanja, ali je ta člen dejansko v nasprotju z ustavo ali ne. To je v interesu vseh nas. Najmanj, kar si želimo, je, da bi FURS na podlagi nekega člena, ki bi bil kasneje mogoče razveljavljen, začel postopke. Zato je bil dogovor, da kljub temu, da zakon sprejmemo, zato da razčistimo vse možne nesporazume kasneje, nekateri poslanci iz koalicije, nekateri bojo moče tudi ne bojo iz koalicije, sprožijo presojo tega člena. In ta zadeva se bo tudi izpeljala. Se pravi, bodo poslanci sprožili, ker zdaj se že govori, Tak da je bi bil- lahko kdo drug ali državni svet ali... Glejte, ne bom se spuščal v to, kdo vse bo, ampak tudi v našem interesu je, da se čim prej razčisti, ali je na tem členu res kaj neustavnega. Mi smo prepričani, da ni, ampak želimo potrditev vrhovne inštance in to je izključno ustavno sodišče. Zunanje politično vprašanje še eno. V bistvu, kar se tiče približevanja spet jedrnim državam, je to predvsem na področju vladavine prava. Ne? Slovenija, slovenski mediji so se danes znašli po indeksu cenzure za lansko leto v 4. skupini, skupaj z Madžarsko, Poljsko, Kosovom, Albanijo. Pa me zanima vaš komentar oziroma kaj boste storili na tem področju. A se čudite? To poročilo ni v ničemer nenavadno, glede na situacijo na RTV-ju, drugačno sploh ne more biti. Tisto, kar bomo mi naredili, sedaj, ko je bil referendum končno dobljen in ko je bila ljudska volja izkazana, je, da bomo čim prej, kakor se bo dalo hitro, poskrbeli, da se zakon na RTV-ju tudi uresniči in da RTV končno zadiha in se vrne med svobodne medije in potem boste videli, da bo poročilo v letu 2023 zrcalna slika tega, kar gledamo danes. Super, hvala. Hvala lepa. Lahko bi rekel vsaj, da poročilo zajema čas, ko ni bil na vladi. Ja, nič. To je to. Zanima me v bistvu o zunanje politični strategiji Slovenije, spremembi zunanje politične strategije. Zdaj vi ste menda eden od avtorjev, če imam prave informacije te strategije, ne pa me zanima, kaj so ključni poudarki oziroma ključna sprememba z prejšnjimi zunanje političnimi strategijami. No, jaz sodelujem pri pisanju te strategije. Strategija je nastala nova, ki je živ dokument na osnovi spremenjenih dogodkov zaradi vojne v Ukrajini, zaradi deglobalizacije, spremenjenih globalnih okoliščin in narekuje novo vodenje zunanje politike.
Ne nazadnje se tudi Ministrstvo za zunanje zadeve preimenovalo Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve in tudi ta oblikovna sprememba je vidna v novi strategiji, saj delimo strategijo na evropsko vodenje politike in klasično zunanjo politiko. Temeljne spremembe so pa vidne v tem, da v skladu z deklaracijo, ki je Državni zbor sprejel 2015. leta, vračamo Slovenijo nazaj v jedrno Evropo, to pomeni v okvir tistih držav, ki želijo najhitrejše povezovanje, najnaprednejše države in seveda osnova tega je polno spoštovanje vladavine prava v smislu, kot ga poznajo zahodne države, zahodne liberalne demokracije in kot ga je Slovenija tudi ponotranila v pristopnih pogajanjih. Nov poudarek je tudi na Sredozemlju, predvsem zaradi deglobalizacije, zaradi spremembe dobavnih poti, proizvodnih procesov, Sredozemlje prihaja ponovno in še zlasti zaradi vojne v Ukrajini so se plovne poti za tovor spremenile in močno bolj obremenile Jadran, kar pomeni, da mora Slovenija seveda na novo ovrednotiti mediteransko, sredozemsko politiko. Sprememba je tudi nov koncept, naj se sliši še tako čudno v Sloveniji, pa ni, to je feministična zunanja politika, ki pa dejansko pomeni poudarjene enakosti spolov v vseh vidikih slovenske zunanje politike in poudarjanje opolnomočenja žensk in deklic v vseh vidikih te izvajanja slovenske zunanje politike. Premijer je vsaj v tem odprtem delu govoril, da da imajo male države, čeprav nimajo take moči, da imajo na nek način prednost zaradi te svoje neutralnosti oziroma nimajo interesov v teh med velikimi in da bi mogoče lahko, če bo priložnost, da bi lahko Slovenija bila neka točka, na kateri bi se tudi srečale mogoče v prihodnosti te sprte ali vojne strani. No, ne vem, če ima Slovenija moč za to. Dejstvo je, da majhne države so lahko posrednik v določenih primerih. Če se vi spomnite, je Slovenija to vlogo igrala kot zgodba o uspehu na Balkanu, ko so Američani Slovenijo podajali kot primer za stabilizacijo Balkana, da je v Sloveniji bilo srečanje med Putinom in Bushom in verjetno, če ima Slovenija jasne cilje, kaj želi doseči, lahko tako vlogo igra tudi v prihodnje. Ne vem, ali je to natančno res v sporu oziroma v vojni, ko bo nekrat končana v Ukrajini, lahko pa tudi znotraj Evropske unije pri raznih projektih, ki so v razvoju, naprimer med različnimi pogledi Nemčije in Francije na zakon o spodbujanju, o zniževanju inflacije v ZDA, ima Slovenija seveda interes, da medira in neke možnosti sigurnosti. Mogoče še sam, a vidite kakšne možnosti, da se bo na kakršenkoli način ta konflikt oziroma vojna med Rusijo pa Ukrajino končala, oziroma da se bojo veliki sedli za mizo, pravzaprav, ki so... Ta vojna se nekdar sigurno bo končala. Mislim, da ta trenutek zaenkrat še ni napočil. Ko bo napočil, bo seveda zahodna stran pazljiva na interese Ukrajine, pazljiva bo morala biti tudi Slovenija, saj se postavljajo presedani v mednarodnem pravu, ki se dotikajo nesprejemljivosti meja in spoštovanja celovitosti ozemlja neke države, ampak kot sem dejal, ta trenutek ni videti, da bi bile strani pripravljene na kaj takega. Verjamem pa, da se že pogovarjajo oziroma razmišljajo o tem, kako bi do tega prišlo. Danes je še bil en dogodek, Nemčija je bo volila izvozni tanki, mislite, da bo to bistveno spremenilo, da bo Ukrajina zmagala? Torej ne vem, ali bo spremenilo ali ne, dejansko bo pa seveda, kot je rekel predsednik vlade, mi moramo podpirati tistega, ki je napaden, ki je žrtev in ne more biti izenačen s tistim, ki je agresor. Še eno stvar me zanima, mogoče danes je v senci tega srečanja diplomacije letnega tudi neki zapis oziroma zadeva, ki se že dlje časa odvija po balkanskih medijih, to je ta afera domnevna GEN-I, nakazila denarja. Danes smo prebrali, da naj bi bil to inscenirano, a je to na Balkanu glede na stalno prisotnost obveščevalnih služb možno ali ne?
Težko vam to komentiram. Balkan je tako nepredvidljiv, da je zaradi tega zanimiv. Ja, hvala.